Lepo pozdravljeni na mojem kanalu. Tisti, ki me še ne poznate, moje ime je Teja in za vas pripravljam tarot napovedi. Na Instagramu in Facebooku lahko vsak dan preberete dnevno tarot napoved, tukaj na YouTubu pa pripravljam video napovedi. Do zdaj sem delala mesečne napovedi, ampak sem se odločila, da bomo od zdaj naprej delali tedenske napovedi, ki so malo krajše in potem bomo videli, kako to funkcionira. Dajte mi poročiti, kaj se vam zdi boljše, katera opcija vam je ljubša in bom potem tudi jaz razmislila, kaj bi lahko naredili v prihodnje. Zdaj zaenkrat bomo tukaj v moji kuhinji, ker je tako najlažje. Preden začnemo, bi se pa rada še res zahvalila vsem, ki gledate moje napovedi, ker mi na tak način potem dajete tisto motivacijo, da delam to še naprej. Hvala tudi tistim, ki lajkate in komentirate, čeprav takih vas je bolj malo in res bi vas rada spodbudila, da začnete lajkati in začnete komentirati, zato ker potem mi boste v bistvu pomagali, da bo ta kanal začel rasti in bomo tako lahko pomagali več ljudem. Ker če te napovedi pomagajo tebi, verjemi, da pomagajo tudi komu drugemu. In bolj kot bomo dejavni na tem kanalu, bolj bodo te posnetki v bistvu krožili po YouTubu in tudi več ljudi bo v bistvu našlo neko pomoč, neko novo upanje, neko tolažbo, mogoče neko usmeritev, ki jo rabi v trenutni situaciji. Zdaj pa dovolj klepetanja, gremo na napovedi. Dajmo začeti kar z napovedjo Raki. Zdaj najprej bomo pogledali v vašo bližnjo prihodnost, potem bomo pogledali trenutno situacijo in potem bližnjo sedanjost. Potem pa bomo še z dodatnimi kartami malček bolj razjasnili karte in izvlekli ven mogoče malo bolj jasna sporočila in informacije glede situacije, s katero se trenutno soočate. To so splošne napovedi, zato ne bodo za vse rake 100% natančne, za nekatere bodo bolj, za nekatere manj. Zato si poskusite v bistvu vse te pomene nekako interpretirati v lastno situacijo, tisto, kar ni relevantno za vas, pa enostavno ignorirajte. Zdaj, ko trenutno, ko splošno energijo tega vpogleda imamo sedmico mečev. Zdaj, tukaj bi jaz rekla, da ste trenutno v neki taki situaciji, iz katere želite potegniti najboljše, kar se da. Mogoče trenutno nimate še te možnosti, da bi to naredili, ampak videti je, da nekako vsaj odpira se vam neka opcija, kako bi lahko neko situacijo izkoristili, sebi v prid in iz nje enostavno pobrali največ, kar vam da, oziroma vsaj tisto, kar vam pripada. Zelo možno je, da ste v preteklosti vložili v nekaj ogromno neke energije, in zaradi tega nekako želite vsaj en del tega dobiti nazaj. Bomo pa bolj pogledali natančno, kaj to točno je. Ja, jaz bi rekla v bistvu, zdaj ko gledam to karto, bi rekla, da je prišlo do neke izmenjave, ampak nekdo drug ni vložil toliko energije v ta odnos ali pa v situacijo, kot ste vi, in tukaj bi nekako si želite nekako najti to neko ravnovesje. Zdaj v preteklosti imamo paža kelihov in viteza kelihov. Zdaj to gre lahko za dve različne osebi, lahko pa gre tudi za nek vaš osebnostni razvoj. Zdaj, če imate recimo dve različne osebi, tukaj je prišlo v bistvu v vaše življenje, sta prišli dve različne osebi. Ena je bila nekako obe nekako na čustvenem področju. Če sta dve osebi, je to definitivno nekako bolj na romantičnem smislu. Zdaj, če ste v nekem odnosu, se je lahko pojavila še neka oseba, ki je na nek način prišla v vaše življenje in ste bili nekako razdvojeni med tem. Ampak jaz bi rekla, da z večino rakov tukaj bolj gre za to, da ste nekako v preteklosti delali na svoji osebnostni rasti. In tukaj ste naredili res en lep napredek in videti je, da še vedno rastete, še vedno se pomikate naprej. Zdaj, če pogledamo, tukaj imamo paža, potem imamo viteza in potem imamo kralja. Tako da definitivno tukaj videti en lep napredek, bolj iz čustvenega k bolj usmirjenemu, bolj akcijskemu. Torej, tukaj bi rekla, da v preteklosti ste imeli mogoče neke fantazije, delali ste na sebi ali pa na tem projektu, da bi nekako te fantazije prišle v resničnost. In v trenutni situaciji pa ste našli tudi tisto energijo, da to spravite v nek red. Torej, v trenutni situaciji imamo kralja palic in karto visoka svečenica.
Torej, definitivno imate to moč, da nekaj dosežete, da nekaj spravite v neko formo ali končno obliko, ali pa enostavno, da stopite v neko novo obzorje. Ampak tukaj je potrebno zaupati intuiciji. In jaz bi rekla, da vi, raki, ste v tem zelo dobri, kar se tega tiče. Nekako zaupate, da se bo situacija obrnila vam v prid prej ali slej, da se bo nekaj razprlo, da bo neka skrivnost prišla na dan, nekaj, kar vam bo pomagalo v bistvu sestaviti vse puzle v celoto. Zdaj pa imamo tukaj v prihodnosti imamo viteza novcev in asa palic. Zelo možno je, da se v vaše življenje prikrade neka oseba, da pride v vaše življenje neka oseba, ki vam bo ponudila nekaj, kar vam bo dalo res tisti pravi zagon, tisto, kar vam še manjka, tisto, kar nekako iščete in veste, da potrebujete, zato da lahko naredite ta napredek, ampak nekako tega zaenkrat še ne najdete. Nekako to vidim kot, ker recimo tukaj ta vitez palic, ki je energičen, ve, kaj hoče in gre v akcijo. Ampak tukaj ta svečenica, ki je še vedno tako zelo skrivnostna in nekako se že razkriva tale luna v ozadju, torej ta skrivnost, ampak ni še čisto razkrita. In tukaj bo nekdo prišel, ki bo v bistvu to skrivnost spravil na površje, nekako jo bo obelodanil, nekako bo razkril, nekako vam bo pokazal, kaj je ta skrivnost. Zdaj, skrivnost v smislu, ni nujno, da to nekaj, kar nekdo skriva pred vami, ampak skrivnost v smislu, vi hočete nekaj doseči in veste, da to lahko dosežete, ampak ne pogruntate tistega zadnjega koraka. In to je ta skrivnost, ki vam jo bo nekdo razkril, pokazal in to vam bo dalo tudi ta zagon, tisto zadnjo stvar, ki jo potrebujete, da nekaj dejansko tudi dosežete. Dajmo zdaj pogledati, kaj se je točno dogajalo v preteklosti. Vidimo, ali so to dve osebe, ali je to v bistvu vaš osebnostna rast. Glede na to, da nam je tukaj padla karta Luna, bi rekla, da tukaj pa imamo karto kralja novcev, ampak bi rekla, da ni relevanten v tem trenutku. Glede na to, da imamo tukaj karto Luna, bi definitivno rekla, da gre to za neko delo na vas. Torej, delali ste na sebi. Tukaj imamo ponovno sedmico mečev, cesarico obrnjeno in kralja mečev obrnjenega. Ja, ampak čisto možno je tudi, da ste se tukaj odločili med dvema osebami. Zdaj, tukaj jaz vidim to karto kot vas. Nima veze, ker ga spola ste, ali ste ženski, ali ste moški, pardon. Tarot karte ne govorijo, ne kažejo na spol, ampak gre bolj za energijo. Se pravi, tukaj ste bili nekako cesarica. Jaz vas vidim tukaj kot v preteklosti, ste vedeli, kaj delate, vedeli ste, kaj hočete, nekako ste bili ponosni na to, kar ste ustvarili v svojem življenju. Potem pa tukaj dve različni osebi. Zakaj mislim, da sta to dve različni osebi? Zato, ker sta oboji pač meči, dva meča imamo, ne? In nekako jaz to vidim kot eno osebo, ki vas je na nek način izkoristila ali pa vam ni dala tega, kar ste vi nekako pričakovali od nje. Seveda, kadar nekaj nekomu damo, ne smemo nikoli pričakovati, da bomo to dobili nazaj. Ampak nekako imam tukaj občutek, kot da ta izmenjava ni bila poštena mogoče. Nekako ni bila poštena in to vas mogoče še vedno bremeni ali pa tudi ne, ampak nekako jaz bi rekla, da se tukaj s to osebo nekako zaključila neka komunikacija in na nek način, ker imamo to kot osrednjo karto tega vpogleda, vas to še vedno bremeni, še vedno ta oseba nekako ostaja v vaših mislih ali pa ta situacija, pač karkoli je. In vam mogoče to tista sestavina, ki vam manjka, da dosežete to. Bomo potem še bolj natančno pogledali. Je pa na drugi strani tukaj neka oseba, ki je dosti bolj stabilna in nekako stoji ob vas, ta oseba vam je nekako namenjena in ta se mi zdi, kot da je prišla nekako mešati štrene.
Zdaj, če ste recimo v neki službi, kjer ste zadovoljni, če je nekako poslovno področje zdaj v vašem ospredju, bi tukaj rekla, da gre za neko stabilno službo, ki je sicer čisto v redu nekako. Jaz mislim, da vam ustreza, ampak je pa tukaj prišla neka priložnost, ki se je zdela obetavna, ampak na koncu mogoče toliko obetavna, da bi lahko to situacijo zapustili, ampak na koncu je to šlo vse v franže in nekako nič ni bilo na koncu iz tega. Dajmo pogledati še, kaj se je pol zgodilo. Jaz mislim, da ste raki ostali nekako samozavestni v tej situaciji, da ste nekako uspeli obvladovati svoje energije in niste dovolili, da vas kdorkoli spravi s tira, ne glede na to, kaj se je dogajalo okrog vas. In to je nekako tudi v vas vzbudilo neko zadovoljstvo, neko harmonijo, samozavest, neko sodelovanje. Zdaj, tukaj imamo 3 osebe in to mi še ni čisto jasno, ampak dajmo pogledati naprej, pa bomo mogoče potem ugotovili. Da vidimo torej, kaj karte pravijo za trenutno situacijo. Evo, še enkrat pomešamo. Tukaj imamo karto moč, imamo karto sedmico palic in trojko mečev obrnjeno. Spodaj pa imamo svečenika. Jaz bi rekla v bistvu, da nekako ta oseba se je odmaknila od vašega življenja ali pa ta situacija, ampak na nek način je še vedno pustila na vas nek pečat in na nek način si še vedno prizadevate, da bi to nekako spravili v neko, da bi to nekako funkcioniralo. Ampak trenutno je videti, da nekako se obvladujete, nekako ste strpni, veste, da se bo prej ali slej situacija umirila in nekako poskušate vaša čustva obvladovati. Je pa tukaj zelo možno, da bo prišlo do neke situacije, ki bo od vas zahtevala, da tudi pokažete svoje meje. Ker recimo zdaj je videti, kot da nekako se obvladujete, ampak lahko, da je ta situacija že prišla v vaše življenje, lahko pa še pride, ampak nekaj se bo zgodilo, kar bo od vas zahtevalo, da pokažete te svoje meje in da stojite za svojimi odločitvami. Je pa videti tudi, da bo s tem, ko boste vi to uspešno premagovali ali pa če ste že premagali, se bo s tem tudi odmaknila ta neka, to neko razočaranje iz preteklosti. In jaz bi rekla, da se to razočaranje nanaša na to osebo tukaj, ki se nekako odmaknila od situacije. Zdaj kot nasvet imamo karto kralja novcev in kot izid te situacije oziroma tega tedna je as kelihov. In jaz bi tukaj rekla, da vi imate raki vse, kar potrebujete, da dosežete te vaše sanje, cilj, željo, karkoli. Tudi brez te skrivnosti jaz zagotovo vam lahko uspe. Ampak zdaj je tukaj situacija taka, vi morate pokazati to svojo moč. In s tem, ko boste to pokazali, bo v bistvu do vas prišla neka nova priložnost in jaz mislim, da je to v povezavi, lahko je v povezavi s to osebo, da se ta oseba vrača, čeprav tukaj bi rekla, da gre mogoče celo za neko novo osebo ali pa neko novo situacijo, ki vam bo v bistvu dala tisto zadnjo sestavino, ki vam tukaj manjka. Dajmo pogledati še prihodnost, bližnjo prihodnost. Torej ja, nekdo pride v vaše življenje in vam nekaj ponudi in to, kar vam ponudi, vam v bistvu odpre ne novo obzorje, ampak vam da tisto zadnje, kar potrebujete. Tukaj imamo viteza mečev, dvojko palic in petico novcev. Jaz bi rekla, da boste s tem, ko boste dobili to neko novo energijo ali pa neka nova oseba, ki bo prišla v vaše življenje. Tukaj imamo spodaj karto stolp obrnjeno narobe. Obešanca in zmernost, vse 3 karte so narobe. Ampak jaz mislim, da
ta dogodek bo za vas nepričakovan. Ja, zelo možno bo nepričakovan in zelo možno, da se tudi nanaša na to osebo. To mislim, da sem že rekla, ampak nič hudega. Bo vam pa dalo ogromno neke energije, da v bistvu greste naprej. Tukaj vidite, da boste dobili tisti push, da nekam odbrzite proti nekim novim obzorjem. Zdaj, te dve karte obe lahko nakazujejo tudi na potovanje, tako da tisti raki, ki se selite ali pa ki potujete kam, lahko to je za vas neka potrditev, da se bo to dejansko tudi zgodilo. Ampak v glavnem je tukaj videti, da boste nekako dobili tisto energijo, da se podate naprej, da greste naprej proti tem vašim ciljem. Zdaj, situacija je taka, tukaj imate nekaj stabilnega v vašem življenju. To je lahko nek odnos, lahko je, ne vem, služba, lahko je pač enostavno nek dom in tukaj je videti, da imate možnost se odpraviti naprej. Zdaj tukaj, tale karta, jaz bi rekla, da ta karta predstavlja neko drugo energijo, ker mi to nekako mi ne paše s temi dvemi kartami. To bi rekla, da je neka druga oseba, ki vas bo na nek način opazovala pri tem dogajanju in ko bo videla, da ste tukaj dobili neko moč, se zna zgoditi, da bo prišla in na nek način želela od vas neko, na nek način se mi zdi, kot da se bo smilila sama sebi in na nek način bo hotela od vas, da ji nekako pomagate, da ji nekako ustrežete. Zdaj, če je to dobra ideja ali ne, dajmo pogledati, če nam bodo te karte kaj povedale. Ja, definitivno vas bo to nekako spravljalo v neke dvome. Dosti boste analizirali v svojih mislih, tukaj gre lahko tudi za neprespane noči, nekako ne boste mogli razbremeniti svojih misli zaradi tega dogodka tukaj. Se pravi, ta neka oseba, ki vas bo nekako prišla prositi za denar, za pomoč, zelo možno je, da je to ta oseba, ki smo imeli tukaj. In na nek način se bo vrnila v vaše življenje, ampak tokrat z neko drugačno energijo. Tukaj vidite, da se boste raki precej obremenjevali zaradi tega in v mislih si boste ustvarili razne dvome in konflikte glede te situacije. Ampak jaz mislim, da tukaj je pomembno samo to, da ostanete z nogami trdno na tleh in nekako pri sebi razčistite, kaj si sploh želite tukaj in nekako sledite temu. Dajmo samo še 20. Zdaj seštevek teh treh kart nas navezuje na karto sodba, kar definitivno pomeni, da bo to kot za vas neka preizkušnja. Ampak dajmo tukaj samo še, saj naslednji teden pridejo nove napovedi in bo potem malo bolj jasno. Ampak dajmo pogledati, kaj točno bo hotela ta oseba od vas. Evo, moč. Jaz mislim, da bo hotela, da ji pomagate v bistvu najti neko moč. In dajmo samo še pogledati, pač nekako, da ji pomagate v bistvu rešiti neko situacijo tako. Ampak ne bi rekla, da bo to neka finančna pomoč, da bo zahtevala od vas finance, ampak bolj bi rekla, da bo hotela neko vašo podporo. In vi boste nekako hoteli pomagati, ampak nekaj vas bo tukaj bremzalo. Kaj vas bo bremzalo? Ja, jaz mislim, da karte še nočejo tega izdati, zato ker tukaj ne dobim nobenega nekega jasnega odgovora. Ampak definitivno bo ta situacija pri nas v vas vzbudila neko breme in zelo možno, da gre za neko karmično situacijo, mogoče razreševanje nekih starih dolgov ali pa nekaj se v preteklosti, sploh to, če se to ni zaključilo, bo tukaj neka priložnost, da to zdaj zaključite in tukaj najdete tisto ravnovesje, ki ste ga prej pogrešali.
Ampak definitivno ne se preveč obremenjevati. Tukaj je samo pomembno, da pokažete svoja načela, svoje vrednote, da ostanete zvesti sami sebi in jaz mislim, da boste potem uspešno premagali vse te izzive in tudi tej osebi ponudili to pomoč, ki jo potrebuje. Definitivno pa ne razdajajte se, dajte toliko, kolikor mislite, da ji lahko ponudite, zato ker vam bo, jaz mislim, da če tej osebi pomagate, vam bo ta oseba potem vrnila nekaj v zameno, da bo dejansko v tem trenutku prepoznala vašo moč ali pa tisto, kar nosite v sebi, da bo prepoznala, ker recimo tukaj vidi, da tega ni prepoznala in vam bo s tem tudi pomagala v bistvu razrešiti neko vašo uganko ali pa ponuditi neko rešitev za vašo situacijo. Raki, upam, da ste v napovedi uživali in se vidimo v novi napovedi naslednji teden.